To, da si mlad in član katoliške mladine, samo po sebi še ni dovolj, da odideš v Brazilijo. Da imaš željo iti tja. To je to. Sicer smo šli na srečanje katoliške mladine, ampak mislim, da je predvsem pomembna želja, da greš tja. To je največji pogoj. Vseeno ta srečanja katoliške mladine potekajo pod določenimi gesli. Ta gesla so verska. Kako lahko tako mladi ohranjate vero? Ja, predvsem, jaz bi rekla tako, ne, vera se ohranja predvsem v našem srcu, ne, v naših mislih. S tem, da če ti, ne vem, hodiš ne vem kolikokrat na teden v cerkev, še jaz, za mene to ni tista prava vera, ampak važno je v sebi, da ti čutiš in da ti veš in da ti v nekaj verjameš. 31 vas je bilo na kupu Slovencev, ste se tam družili med sabo, ste bili povezani ali ste imeli željo spoznati čim več tujih mladih? Jaz sem imela željo spoznati tuje mlade. Mislim, no, vse smo se družili, smo večinoma se držali skupaj kot skupina, ker nas je bilo tudi strah se preveč razkropiti zaradi pač vseh nevarnosti tam. Ampak smo pa spoznali tudi res ogromno mladih, predvsem Brazilcev, pa tudi druge države, no, čeprav Brazilcev mogoče največ smo imeli največ stika z njimi. In meni se zdi, da to največ, kaj smo odnesli od tam, pač ta nova prijateljstva. In kakšne izkušnje izhajajo iz teh prijateljstv? Ne vem, ste dobili nov pogled na kakšno področje življenja? Ja, dejansko, ja, no, ker mislim, ko živiš tam en mesec v Braziliji, se v bistvu nekako zliješ z njihovo kulturo, njihovimi navadami. Predvsem mene najbolj mi je ostalo v spominu ta razlika med revnimi in bogatimi, torej ta razlika že od nas. Mi si mislimo včasih tukaj, da slabo živimo, kar ne rečem, je kriza, ampak tam dejansko vidiš toliko brezdomcev, toliko ljudi, ki nimajo hrane, ki nimajo dejansko nič za preživetje. In to je tisto, kar te res sune, tisto, kar te res prevzame. Pa potem dejansko še to, da čeprav mogoče nimajo vseh dobrin, ki bi rabili, ampak imajo pa tisto moč, tisto, da še verujejo v nekaj, še verjamejo. To te najbolj gane, da ne obupajo. Kaj so mladi povedali o življenju tam v Braziliji? Ja, v Salvadorju smo imeli priložnost, da smo videti favelo. V bistvu smo skupaj z to skupino oziroma župnijo, ki nas je sprejela v Salvadorju, se podali skozi favele, kar je na začetku bilo prav grozno. Meni je res bilo polno adrenalina, ker si pozoren, gledaš levo, desno, da ne bo kdo prišel, ker tam so pa res, to so nevarni predeli. To je barakasto naselje, kjer je večino drog in pa orožja. In že domačini še nikoli, tisti, ko so šli z nami, nikoli še niso bili v favelah. To je tudi za njih bilo prvič. In so tudi takrat dejali, da oni nikoli ne bi šli v favelo, če ne bi z nami bil ta duhovnik, ta župnik, ki je v bistvu vodil to župnijo. Namreč on je ta ustanovitelj te šole v favelah. On je v bistvu pomaga mladim, da bi dejansko se šli iz teh drog, pa revščine, pa kriminala, ne. Se pravi, živeli tam ne bi ali pač? Ja bi, takoj. Zakaj? Ker je ta kultura in ta energija meni neverjetna, res meni je to bilo neverjetno, raj na zemlji. Jaz bi takoj šla tja. Razen pač ta ena pomanjkljivost, da edino, kar me moti pri Braziliji, je to, da se mi zdi, da ni zadovoljena osnovna potreba po varnosti, ne. Ravno v Rio de Janeiro smo imeli to izkušnjo, da smo iskali neko znamenitost, neko cerkev in smo pač videli vojake, ne. In smo jih pač vprašali, če nam lahko pomagajo, da nas pač povejo, kje je ta pot in je pač ta vojak naj dve pogledal. Sicer je znal zelo malo angleško, ampak znajo povedati toliko, da smo ga razumeli, da je zelo nevarno, da je ura 5 in da naj počasi greva domov. Samo je pa to edina pomanjkljivost Brazilije meni. Drugo je pa vse boljše kot pri nas. Organizirali so nam družine, kjer smo tudi spali, torej brazilske družine. Res počuti se kot doma, ker te dejansko nič ne manjka, tudi družine. Mi smo imeli super družino, bila je kot dejansko druga mama. Ne vem, zjutraj je prišla, naj jo objela, naredila zajtrk, dala ljubčeka, dejansko res kot da si doma. Na koncu vseeno odneseš to njihovo toplino, to odprtost domov. To je tisto, kar se mi zdi, da ne vem, meni je bilo to najbolj všeč od Brazilcev v Braziliji. Zdaj, ko smo doma, ful pogrešam objemanje pa ljubčkanje. Zdaj, ko pridem pa nekoga vidim, pa mi roko tam. Dajmo se objeti. Ko prideš iz Brazilije, torej rečeš, dajmo se objeti. V kratkem moramo raziskati,
kaj ljudje rečejo, ko zapustijo Slovenijo.